Dragi moji krščanski demokrati, že na vhodu sem vas sprejemala in sem bila vesela vsakega izmed vas, ki ste prišli vsi skupaj v takem velikem številu in da je to neka nova možnost in naše skupno sodelovanje in te naši jesenski kongresi so dejansko postali stalnica in je to praznik krščanske demokracije v Sloveniji. Vsi, ki ste danes tu, lahko rečem in sem prepričana, ste ostali stranki zvesti v najtežjih trenutkih. Ko je leta 2008 stranka izpadla iz parlamenta, so mnogi odšli. Prepričana sem, da marsikoga poznate. Vi, prav vi, ki ste danes z nami tu prisotni, pa ste v stranko verjeli, se trudili in predvsem, kar je najbolj pomembno, ste ji ostali zvesti. Celo več, pridobili ste nove sodelavce. Svoj blagor, sem prepričana, ste občutili, ko je stranka leta 2011 prišla nazaj v parlament. Ves čas izboljšujemo rezultate in prepričana sem, da je to blagor, ki ga bomo prejemali, dokler bomo zvesti vrednotam in programu. V Novi Sloveniji imamo za novo setev pripravljen dober program in vas, ki ste pripravljeni delati v duhu krščanskih in naših skupnih vrednot. Krščanski demokrati ne pristajamo na vsiljene očitke, da smo spremenili temeljni program stranke. Mi ostajamo zvesti tistemu, zaradi česar smo bili ustanovljeni. To pa je zavzemanje za krščanske vrednote pri našem poslanstvu, kot so spoštovanje človekovega življenja od spočetja do naravne smrti, skrb za sočloveka, za uboge družine, za pravno državo. Obsojamo vse totalitarizme in obžalujemo, da še vedno niso žrtve izvensodnih povojnih pobojev dostojno pokopane. Vsak človek ima pravico do groba. To ni ideološka tema, kjer se bodo nabirale politične točke, ampak temeljna civilizacijska norma in mi, krščanski demokrati, od tega ne odstopamo. Živimo v času velikega relativizma, ko ni več samoumevno, da smo pošteni, da ne moremo več zapraviti, kot ustvarimo, da je zveza med moškim in žensko edino naravna, da nam je spol določen ob spočetju in ne stvar družbenega dogovora. Tudi v tem mandatu nas na področju boja za vrednote čakajo takšni izzivi. Naj povem, da je Nova Slovenija doslej edina politična stranka, ki je podala pripombe na predlog zakona, ki zopet želi zaobiti voljo izraženo na referendumu o družinskem zakoniku. To govori in veliko pove o nas, krščanskih demokratih. Socialna problematika pa ostaja žal že več let ista in se povečuje. Za nas, krščanske demokrate, je nesprejemljivo, da prihaja do neizplačevanja plač, prispevkov, trpinčenja in šikaniranja na delovnem mestu, siljenja k poslovanju v lastni organizaciji, tu mislim v SP-je, in dolgotrajnost pritožbenih postopkih na ministrstvih in sodiščih. Vse slabši bivanjski pogoji ljudi, ki odražajo socialne stiske posameznikov, so zaskrbljujoči, še posebno ob dejstvu, da mladi in mlade družine ter ostali prosilci, ki nimajo lastnih sredstev, nimajo možnosti za pridobitev neprofitnega stanovanja, pa ima država v lasti veliko praznih in neoddanih stanovanj. Krščanski demokrati zahtevamo, da se dodeli najšibkejšim.
Novi Sloveniji se zavedamo o razsežnosti in nujnosti odprave revščine. Odprava le-te pa ne more čakati samo, da se bodo ustvarili boljši gospodarski pogoji in uredile razmere v družbi. Dostojanstvo vsakega človeka in skupna blaginja sta vprašanji, ki bi morali in sta pri nas krščanskih demokratih določiti celotno gospodarsko politiko. Ponosna sem, da je nam, krščanskim demokratom, uspelo vse to vključiti v pripravo gospodarskega programa z naslovom Odgovori za prihodnost. Gospod Horvat ga je pokazal. Zakaj? Dnevno smo soočeni z naraščujočo revščino naših ljudi. Dodatno so k temu letos pripomogle še naravne nesreče, kot sta žled in poplave. Medtem, ko mnogi naši sodržavljani živijo ne od danes do jutri, ampak celo od danes do danes, se banke kar naprej dokapitalizira, medtem, ko ni bil še nihče obsojen za bančne luknje iz nadzornih svetov in uprav. Kdo bo pripeljal denar nazaj? Imamo zakon, ki omogoča odvzem nezakonito pridobljenega premoženja, pa je doslej uspelo zaseči premoženje le enemu posamezniku. Spoštovani, danes smo zbrani vsi, ki predstavljamo srce te stranke, ki skupaj iščemo priložnost za rast. Podpiram dialog, ki temelji na sodelovanju in ne izključevanju. Podpiram tisto, kar nas vodi k večji enotnosti znotraj naše različnosti. Zato podpiram tudi kandidaturo dosedanje predsednice Ljudmile Novak. Hvaležna sem za vsak še tako majhen uspeh in ponosna, da smo krščanski demokrati z gospodarskim programom, ki zagovarja socialno-tržno gospodarstvo, postali verodostojen in zaupanja vreden akter v slovenskem prostoru. Nove oziroma drugačne Slovenije ni brez nove Slovenije in krščanske demokracije. Pa naj nas pri tem opogumljajo naslednje besede papeža Frančiška iz okrožnice Veselje v evangeliju, ki ga bom citirala. Prosim Boga, da bi se povečalo število politikov, ki so sposobni začeti pošten pogovor, ki bi se učinkovito usmerjali k temu, da bi ozdravil globoke korenine in ne zunanjega videza zla v našem svetu. Politika, ki je s tem prišla na slab glas, je zelo visoka poklicanost. Je ena najdragocenejših oblik ljubezni do bližnjega, ker išče skupno dobro. Moramo se prepričati o tem, da ljubezen ni le počelo najmanjših odnosov v prijateljstvu, družini in majhnih skupinah, ampak tudi velikih odnosov v družbenih, gospodarskih in političnih povezavah. Molim Gospodu, da nam pošlje več politikov, katerim je res pri srcu družba, ljudstvo, življenje ubogih. Konec citata. Krščanski demokrati smo poklicani k temu, zato hvala za vso vašo dobronamernost in podporo. Sedaj ni čas za razprtije, ampak da gremo močni in okrepljeni naprej. Bog vas živi.